Tokrat v občinskem informatorju. Na okrogli mizi je o prenovi Slomškovega trga očitki, da Mestna občina Maribor ni naredila javne razprave. Kandidati NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča v Mariboru predstavili zaveze za Maribor. Lista Zelenih Slovenije in stranke Generacij predstavila kandidate 7. volilne enote. Humanoidni robot med študenti. Odprtje razstave slikarja Andreja Božiča v galeriji Kreativnega centra Breg. Sledila srcu in se preselila v Tanzanijo. V cirkulanah odkrili doprsni kip v spomin na pokojnega župnika Emila Dreva. Kviz kandidati 7. volilne enote. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru, kjer so priredili javno okroglo mizo, kako prenoviti Slomškov trg. Priredila pa jo Lista kolesarjev in pešcev, naslednji pa so občani med drugim očitali podžupanu za področje prostora Gregorju Reichenbergerju in občinskemu urbanistu Tomažu Kanclerju, da Mestna občina Maribor vse do te okrogle mize ni priredila javne razprave za prenovo trga, na katerem želijo ukiniti parkiranje, promet, govora pa naj bi bilo tudi o odstranitvi več dreves. No, podrobnosti pa razkrivamo v nadaljevanju. Lista kolesarjev in pešcev je organizirala okroglo mizo o prenovi Slomškovega trga potem, ko so mestni svetniki zahtevali, da se točke o prenovi trga na seji ne obravnava, saj do zdaj še ni bilo javne razprave. Da je ni bilo, je več občanov na okrogli mizi očitalo podžupanu in občinskemu urbanistu, a ta je rekel, da je želel študijo predstaviti kar na okrogli mizi. Sem vprašal, če lahko pripravimo predstavitev in rečemo ne, danes ne. Tako da, jaz bi vam drugače predstavil, ko imam že po ključek. Josip Roter se z njim ni strinjal, saj bi za to morala poskrbeti Mestna občina Maribor, ne pa Lista kolesarjev in pešcev. Če občina ni naredila javne predstavitve prej, je to njen problem. Nam se zdi, da smo čisto korektno izvedli cel dogodek in da smo imamo pravico enostavno vedeti. Javnost se je odzvala, zelo dobro obiskana debata je bila in zdaj pa čakamo na občino, da ona še organizira javna posvetovanja, predstavitve in tako dalje. Podžupan pa v tem, da so najprej hoteli imeti potrditev mestnega sveta. Mi smo rabili DIP, se pravi DIIP, to je en projekt identifikacije, ki omogoča, mestni svetniki ga morajo potrditi, včasih to ni bilo tako, ampak tega morajo, zdaj v tem sklicu pač ga morajo potrjevati tega. In je dejstvo, da potrditev tega nam omogoča kakršnokoli aplikacijo za kakršnekoli razpise, ki bi nam omogočili neko sofinanciranje. Tjaša Gojkovič se ne strinja s podžupanom in pravi, da so imeli več let časa, da bi organizirali javno razpravo. Dopolnitve tega projekta smo imeli v letu 2020. Takrat smo plačali 500 000, torej je imela mestna uprava več kot 5 let časa, da bi ta projekt predstavila. Pa ta projekt dejansko ni bil predstavljen. Šele takrat, ko smo ga dobili na seji mestnega sveta v razpravo, smo se začeli o tem sploh javno pogovarjati. Tako da očitki dejansko, da smo karkoli prehiteli, ne držijo. Enaka zgodba je bila pri obnovi Gregorčičeve ulice. Popolnoma identična, kjer se je morala mestna četrt center angažirati. Delali smo javne razprave takrat zato, da smo obveščali javnost, stanovalce, uporabnike. Tako da to je izmišljotina. Petra Očkarel prav tako poudarja, da bi morale biti vse javnosti, od strokovne do samih uporabnikov trga, seznanjene s projektom že v prvih fazah. Progresivna, napredna praksa mest je, da se vsekakor v vseh korakih, predvsem že v res zgodnjih fazah, v začetnih korakih, ko se pripravlja ideja, tudi če ne gre za nov trg, kot je bilo rečeno, ampak za prenovo, da se res vključuje javnost. Nenazadnje ljudje so tisti, ki bodo ta trg uporabljali v naslednjih letih po prenovi in seveda je pomembno, da slišimo, kaj si želijo. Smiselno je seveda, oziroma nujno je vključiti oziroma upoštevati strokovno mnenje, ampak vključevanje javnosti je ključno, ker so pač uporabniki pomembni. S tem se je strinjal tudi krajinski urbanist Robert Gostinčar, so pa občani opozorili, da naj bi po načrtih na trgu odstranili kar 29 dreves, a tudi na to ni bilo jasnih odgovorov. O tem in tudi o tem, kaj menijo ljudje in stroka o ukinjanju parkirnih mest, pa bomo še poročali. Sedaj pa politično prispevko, katerega naročnik je NSI. V središču Maribora so se predstavili kandidati in kandidatke skupne liste NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča.
Mariborčanom pa so predstavili svoj program, še posebej so izpostavili zakon o Mariboru s 7 zavezami. Mariboru bi radi podelili status metropolitskega območja, ki bi mu omogočil neposredno črpanje kohezijskih sredstev Evropske unije brez posrednikov. V središču Maribora so kandidati NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča predstavili program in zakon o Mariboru s 7 zavezami. Med njimi tudi Stojan Avor, ki je pred kratkim z Jernejem Vrtovcem podpisal te zaveze. Kandidiram v delu mestne četrti Tezno v občinah Miklavž, Starše in Hoče, in to z razlogom, da bi Maribor in Štajerska dobila prepoznavnega poslanca. Nekoga, ki bo vse to, kar rabimo, kar si zaslužimo, seveda prenesel v Ljubljano. In zakaj zakon v Mariboru? Kandidati pravijo, da je za to več razlogov, med prvimi je finančni. Gre za vzhodno kohezijsko regijo, v kateri je tudi Maribor kot največje mesto. Vsi kazalci kažejo, da smo v bistvu slabši kot zahodna kohezijska regija, investicij pa imamo bistveno premalo. To je razlog zaradi tega, ker se merila stalno spreminjajo in ne dobimo odobritve za strani Ljubljane. Zato se mi zdi, da je treba te stvari spremeniti v novi vladi in narediti za kohezijsko regijo vzhod več. Denar, ki se zbere v Mariboru, mora ostati v Mariboru. Zato potrebujemo zakon za Maribor, ki bo omogočal, da se brez posrednikov Maribor prijavlja na evropska sredstva in sam odloča o svojem razvoju. Usmerili so se tudi k temu, da bi bil vrtec brezplačen za vse, pa tudi k digitalizaciji države. Jaz bi rada izpostavila predvsem to, da stari rek govori, najprej štalca, pol pa kravca. Ampak ko to štalco mlade družine dobijo, morajo plačevati velike kredite in potem, ko želijo imeti otroke, ugotovijo, da so tudi vrtci v Sloveniji zelo dragi. In denarnice so prazne in dejansko v listi Nova Slovenija, Fokus in SLS predlagamo brezplačne vrtce. Ker mislimo, da si tudi štajerski otroci zaslužijo več. Glede, kot podatkovni inženir se zavzemam za to, da se digitalizira država, da se debirokratizira in da se tudi posledično določene družbe, podjetja poenostavijo vsi postopki. Gledajo pa tudi širše, ne samo na Maribor. Pravijo, da bi bili potrebni davčna razbremenitev za vse slovenske podjetnike in plačna razbremenitev. Ker so te obdavčene z preveliko davki in prispevki. Definitivno v zadnjem obdobju nam je bila odvzeta splošna davčna olajšava, ki je dejansko bi vsem zaposlenim prinesla višje plače in tukaj je treba prvi res narediti, to je prva stvar, ki bi jo naredili. Z namenom, da s tem spodbujajo gospodarstvo, saj je to tisto, ki poganja tudi ves javni sektor. Zavez pa imajo pravzaprav še več in pokrivajo razna področja. Še ostajamo pri političnem prispevku, naročnik slednjega pa je SG Stranka generacij. V Mariboru sta se tako na stojnici predstavili 2 stranki, ki sta se pred parlamentarnimi volitvami združili v skupno listo. Gre za Stranko generacij in Zeleni Slovenije. Stranka generacij, ki se je v Mariboru predstavila skupaj s Stranko Zeleni Slovenije, združuje več generacij. Takšna je tudi njihova lista kandidatov. Saj smo si zastavili za cilj, da je naš glavni element programa sodelovanje generacij. Se pravi, ne samo, da je pomembno, kako zdaj te generacije sodelujejo, ampak da vsaka generacija tudi najde svoj prostor v tej naši državi. Med vrednotami, ki jih izpostavljajo, je sožitje generacij. Da je potrebno zagotoviti status upokojencev, da ne bo zgubljal napram vsem ostalim. To se pravi, mora biti ustrezni pokojninski sistem. Potem je sigurno poudarek na gospodarski rasti. Ta je v Sloveniji absolutno prenizka. In tretje, lahko bi rekel, da v bistvu ta gospodarska rast ne temelji na nekaterih prednostih, ki jih Slovenija ima. To je pa predvsem inovativnost, je to znanje in pa gre za zelo neučinkovite investicije. Dimovski ob tem izpostavlja še, da je zdaj v državi preveč birokracije in administracije. Če bi mi imeli možnost biti v vladi in tako naprej, bi sigurno glede na mednarodno situacijo, glede zaostrene situacije na energetskem trgu, zahtevali nek družbeni dogovor med vsemi političnimi silami, da bi se pripravili na te izzive. Ob tem pravi, da bi naredili vse, da bi se pokojninske spremembe čim prej izvedle. Da se ne bi nadaljevalo
kako bi rekel, pauperizacija upokojencev, in tretje seveda, kar je potem tudi pomembno, da bi se resno začeli pogovarjati o reformi šolskega sistema. Mi namreč kot zahodna polobla zaostajamo za vzhodnjaki na vseh, bi rekel, primerjalnih testih. Stranka generacij se je združila s stranko Zeleni Slovenije, saj imajo sorodna programa. Na koncu pa so sestavili skupen zeleno-moder program. Seveda v ospredje postavlja predvsem človeka, socialno pravičnost in pa seveda naravovarstveni pogled. Mi kot Zeleni Slovenije se nekako odmikamo od nekih tradicionalnih evropskih zelenih strank, kjer prevladuje predvsem zelena barva bankovcev, ker seveda mi pravimo, da ni vse zeleno, kar se predstavlja kot zeleno. Po drugi strani smo seveda tudi zelo aktivni na področju mladine, srednje delovne generacije in tako naprej. Stranke generacij pa seveda kot naslednica Desusa in Dobre države daje ta močen programski dodatek na področju pravičnosti upokojencev, socialne države, zdravstva in pa seveda tudi boja proti korupciji. Obe stranki pa imata v 7. volilni enoti tudi kandidate in kandidatke. Sestavili smo 83 izjemnih kandidatov, nekaj nas kandidira v 2 okrajih. Je pa seveda ta infrastruktura, ki je skupaj, lahko rečemo 120 občinskih odborov, 4000 članov, tudi glede na to, da smo v zadnjih dneh kampanje, smo se vsi angažirali. Dimovski pa še poudarja, da če bodo prišli v državni zbor, se bo takrat videlo, kakšne koalicije se bodo sestavljale. Sami pa zagovarjajo produktivno Slovenijo, ki se ne bo bala niti izzivov v mednarodnem okolju. Najnaprednejši humanoidni robot na svetu pa je obiskal študente Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru, kjer so ga lahko spoznali od blizu in izvedeli, kako bodo takšni roboti v prihodnje vplivali na industrijo, gospodarstvo in trg dela. Koliko stane takšna tehnologija in zakaj strokovnjaki pravijo, da roboti niso več oddaljena prihodnost, pa si poglejmo v prispevku. Najnaprednejši humanoidni robot na svetu je obiskal Maribor, kjer so ga lahko od blizu spoznali študenti Ekonomske poslovne fakultete. Pred 3 leti smo tale dogodek zagnali, celotedenski, ki ga imenujemo EPF Future Forge. To pomeni, želimo skozi celotedensko dogajanje govoriti o prihodnosti, sooblikovati prihodnost. Roboti so že med nami in kmalu bodo med nami še pogosteje ter v vse večjem številu. In zelo pomembno je za naše študente, da o tem se najprej seznanijo, o tem razmišljajo. Namreč za stvari, ki jih ne poznaš, ne veš, v glavnem imamo do njih strahove. Strahove lahko na nek način znižamo in pa predvsem se pripravimo za tisto, kar nas je strah, če to začnemo spoznavati. Humanoidni roboti niso le tehnološki izziv, temveč tudi družbeni in ekonomski. Naš namen danes je bil ravno ta, da za študenti in za širšim okoljem začnemo govoriti intenzivneje o tem, da roboti so postajajo del naših življenj, naše prihodnosti. Robot ni samo stvar tehnike, tehnologije, pač pa bo v veliki meri stvar družbe, stvar sociološkega sprejemanja, družboslovnega sprejemanja. Jutri bodo spreminjali poslovne procese, jutri bomo organizacijo poslovanja podjetij gradili okrog robotov, ne samo okrog ljudi, in to so seveda pomembni razlogi, zakaj je treba o tem začeti čim prej se tudi na fakultetah pogovarjati. Okvirna cena robota je okoli 120 000 evrov, k temu pa je treba prišteti še stroške integracije. Njegova prednost je predvsem v tem, da omogoča neprekinjeno delovanje. Kalkulacija pa hitro pokaže, da glede na to, da robot dela 24/7, kot se reče, kar pomeni ne samo 5 dni v tednu po 8 ur, pač pa 7 dni po 24 ur. To pomeni, da govorimo o 4 delovnih mestih, in vemo, da ljudje ne delamo na 90 ali pa na 100% konstantno, pač pa imamo nihanja, ki jih pa robot nima. To pomeni, robot eden ne zamenjuje 4,nekaj človeka, ampak z upoštevanjem teh izgub pri posamezniku zamenjuje 5 do 6, če ne več delovnih mest. Predstavili so najnovejši model, ki je med študenti zbudil veliko zanimanja. Tale model, ki ga imamo, je humanoidni robot proizvajalca Uptech Walker S2. Robot, ki je najbolj napreden ta trenutek na svetu samo zaradi ene lastnosti, ki se sam zamenja baterijo. Po drugi strani pa lahko nese z skrčnimi rokami tudi do 30 kg, iztegnjene roke 15. In če ga spravimo v pametno tovarno, kjer se AI agenti z humanoidnimi roboti in ostalo pametno opremo pogovarjajo med seboj,
pomeni, da določen del odločitve predstavljamo in prelagamo na platformo podjetja. In zaradi tega človek ni več nujno potreben, da se nekaj zoptimizira, ker umetna inteligenca to naredi hitreje in boljše. Pomeni, da povečujemo konkurenčnost, povečujemo varnost in pa človeka, ki je zelo ključen v tem procesu, lahko damo na bolj umsko in bolj zahtevna opravila glede na samo vodenje in procesiranje in manj na fizična opravila. Takšen robot je najbolj zanimiv za podjetja, kjer je več tisoč zaposlenih. Ker je masa tako velika, da primanjkuje stalno za določeni specifični poklici, da se človeka raje da na bolj umsko delo, manj naporno fizično. Določena fizična pravila, kot so prelaganje škatel, sortiranje izdelkov ali kot inšpekcije, da dejansko detektiramo določene nepravilnosti v sami proizvodni hali, kot so puščanje cevovoda, pregrevanje določene opreme, lahko preprečimo s takšno opremo in to se skupaj shranjujemo na lokalni server. Humanoidni roboti niso več oddaljena vizija, temveč tehnologija, ki bo pomembno vplivala na industrijo in družbo. Sodelovanje med univerzami, podjetji in raziskovalnimi institucijami je zato ključno za prihodnjo konkurenčnost Slovenije. V galeriji Kreativnega centra Breg v Majšperku pa so priredili razstavo slikarja Andreja Božiča, ki obiskovalcem omogoča, da se potopijo v njegov edinstven likovni svet. Razstava bo na ogled še vse do maja. V Majšperku v galeriji Kreativnega centra Breg so na ogled postavili razstavo slikarja Andreja Božiča, ki razkriva njegov edinstven umetniški izraz. Posebna, ker je drugačna, ker je tudi on umetnik, ki je v bistvu sam zrastel gor, to se pravi, nima neke formalne izobrazbe v tej smeri in da pač nekdo, ki to počne ljubiteljsko, uspe svojo umetniško pot tako daleč pripeljati, zagotovo velik dosežek. Slike avtorja so si na prvi pogled zelo podobne, a vsaka skriva svojo edinstveno razliko. Ravno v tem, kjer se ukvarja z neko iluzijo prostora, ki ga v bistvu na nek način pelje v globino in nasproti nam, to se pravi, da dela večino slik v parih, kjer imamo v bistvu svetlo točko in na drugi strani temno točko, to se pravi ugašanje svetlobe in na drugi strani seveda, kako svetloba prehaja. Umetnik vedno gradi sliko na sliko, pri tem pa se veliko dogaja za ekranom izven pogleda obiskovalcev. Večina slik je narejena tako, da je ta točka osrediščena, v katero potem seveda prihaja svetloba ali pa v bistvu odhaja v neko globino, v neko temo. Slike so kvadratne in ponazarjajo svetlobo, ob njihovem ogledu pa vsak obiskovalec doživlja različne občutke. Brez svetlobe ni življenja, ne? Čisto preprosto, neki optimizem. Kvadrat je pa samo izbira oblike, nič več. Razstava je obsežna, njena prva dela pa segajo že daleč nazaj. Takimi 20 leti sem naslikal ene sprehode v akvarelu, zato ker moje slikanje je nenehno raziskovanje. In takrat sem se lotil akvarelov na en drugačen način, ne poetičen, ampak vnašal sem grafizme, sliko v sliki. Takšna razstava prinaša kraju dodano vrednost in bogati kulturno ponudbo za obiskovalce. Je kultura nekaj, kar nas bogati notranje, da ni vse zreducirano na beton pa na asfalt, ampak da imamo tudi nekaj, kar v nas gradi neke občutke. Obiskovalci so z zanimanjem občudovali razstavljena dela umetnika. Moram reči, z ozirom na tudi zanimanje in nenazadnje obisk na tej otvoritvi, smo vsekakor izjemno veseli, da imamo danes toliko obiskovalcev, ki so prišli v naš kreativni center, ki konkretno ta galerija pravzaprav obeležuje zdaj ali pa vstopa v 3. leto svojega delovanja. Gre za moderen galerijski prostor, ki obiskovalcem omogoča vpogled v različne umetniške izraze. Vedno znova ugotavljajo predvsem obiskovalci, poseben ima ali pa dobiva eno svojevrstno energijo in
v bistvu s tem tudi nadaljujemo, zato da čim bolj osvetlimo ta prostor. Razstava ostaja odprta še vse do 9. maja, obisk pa je brezplačen. Špela Vehar pa je sledila srcu. S sinom se je preselila v Tanzanijo in danes sama z njim uživa življenje, obenem pa kot prehranska svetovalka pomaga ljudem. No, njeno zgodbo smo spremljali tudi v oddaji Moja zgodba. S Špelo Vehar, Slovenko, ki je sledila srcu in se z sinom preselila v Tanzanijo, smo govorili o njenem novem življenju in pogumu za spremembo. Sledenje srcu, sledenje notranjim impulzom. Vse sem to že prej počela, ampak se mi zdi, da okoli 30. leta sem začela bolj čutiti sebe in tudi slediti sebi, in Afrika je bila ena od teh odločitev. Ko sem jaz prišla sem, tako sem se začela počutiti živo. V Afriki se je zaljubila, zanosila. Čeprav je rodila v Sloveniji, se je odločila, da se vrne nazaj. Všeč mi je bilo to, koliko se ne komplicira v smislu, da nimajo nobene neke posebne opreme za otroke. Ker jaz sem skozi imela ta feeling, otrok predvsem rab toplino, ljubezen, pozornost. Ne pa vozička za Jurja 500 evrov. Obožuje tudi zelenje, drevesa, rastline in tudi tu se je zgodilo nekaj posebnega. Jaz, ko sem njega vozila že v vozičku Leota, vedno je jokal, če ni videl nad sabo dreves ali pa če so bile sem stavbe. Čim sva prišla do nekje, da je lahko gledal krošnje, se je on pomiril. Danes deluje kot prehranska svetovalka, a ne to še veliko več. Primarni vzrok tega, da se ljudje prenajedamo, ampak tudi tega, da zbolevamo, je pa to, da v bistvu imamo nepredelane travme iz otroštva, ki nas v kasnejšem življenju, bom rekla, ciklajo v to, da se ne avtentično izražamo, da zanikamo določena čustva, ki v otroštvu niso bila tolerirana, sprejemljiva, in eno od teh ključnih čustev je jeza. Večina ljudi hodi po svetu z ogromno jeze. Celotni zgodbi lahko prisluhnete na lokalec.si zavihek oddaje Moja zgodba. V občini Cirkulane so pripravili posebno slovesnost in sveto mašo v spomin na dolgoletnega župnika Emila Dreva, ki je v tamkajšnji župniji Svete Barbare služboval kar 50 leti. Ob tej priložnosti so pred cerkvijo odkrili tudi doprsni kip, s katerim so se mu krajani in župnija simbolično zahvalili za njegovo predano delo in prispevek skupnosti. V spomin na župnika Emila Drev, ki je pol stoletja služboval v tamkajšnji župniji v Cirkulanah, so pripravili slovesnost in sveto mašo. Krajani in župnija ga še vedno spoštujejo in ohranjajo v lepem spominu. Ves čas, odkar je bil iz župnije odsoten, potem ko je zbolel po epidemiji korona, in se potem preselil tudi v dom ostarelih duhovnikov v Celju, v dom svetega Jožefa. Pa vedno je spomin ostal živ. Ob tej priložnosti so pred cerkvijo odkrili tudi doprsni kip, s katerim so se mu simbolično zahvalili za njegovo delo. Današnji blagoslov tega doprsnega kipa ni blagoslov samo tega umetniškega dela, pač pa je to tudi blagoslov spomina na gospoda Emila. Pobudo za postavitev doprsnega kipa je dal Franjo Tolič. Gospod Emil župnik je bil velik človek in mislim, da je prav, da ta, bom rekel, spomenik ali pa pomnik stoji tukaj v tem kraju, da ko gremo mimo, se ga večkrat spomnimo in poskušamo živeti po njegovem zgledu. Bil je dober in srčen človek, zato si je takšen spomenik nedvomno zaslužil, ki bo ohranjal spomin nanj. Kdor je gospoda Emila poznal, praktično ne more mimo njegove dobrote, njegove pravičnosti, njegove svetosti, torej vere, nasploh njegovega umirjenega življenja. Blagoslov doprsnega kipa ni bil le blagoslov umetniškega dela, temveč predvsem poklon in blagoslov spomina na človeka, ki je pustil globok in neizbrisen počet v kraju. Ta kip je gotovo ena spodbuda, da bi ohranjali vse tisto, kar so nam naši predniki izročili. Ne samo v materialnem smislu, pač pa tudi v smislu duhovnega življenja. V smislu tudi poštenosti, dobrote,
medsebojnega spoštovanja in ljubezni. Kot je povedala županja občine Cirkulane, je rad skrbel za druge in je lahko vsakemu vzor. V bistvu je eden izmed tistih ljudi, ki je 50 let krojil in soustvarjal tudi skupnost, ki je obnovil vse sakralne spomenike. Mi imamo v občini Cirkulane farno cerkev Svete Barbare in potem cerkev Svete Katarine, Svete Ane in Svete Elizabete in moram reči, da so bile vse cerkve v zelo slabem stanju, ko je prišel in je takrat tudi usmeril vse moči, da so te cerkve danes obnovljene. V času njegovega službovanja se je v občini zgodil velik napredek pri obnovi cerkva. So med nami izjemni ljudje, ki so skromni, ki kolikor jih poznam, bi rekli, da tega ne potrebujejo, ki so srčni in ki so svoje življenje dali skupnosti. Doprsni kip ni le umetniško delo, temveč trajen simbol hvaležnosti človeku, ki je zaznamoval življenje župnije in kraja Cirkulane. V nadaljevanju pa vam predstavljamo 8 kratkih odgovorov kandidatov in kandidatk v 7. volilni enoti, potem, ko smo jih soočili tudi na naši televiziji. No, na teh 8 kratkih vprašanj oziroma 8 kratkih odgovorov bodo podali Aleš Novak iz Demokratije Anžeta Logarja, Silva Pezdiček Korošek iz Resnice in pa Stojan Auer iz skupne liste NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča. Poglejmo. Ne. Da, če jo podpre stroka in lokalno prebivalstvo. Da, če predtem zagotovimo parkirišča nadomestna. Pohorje. Infrastruktura in kadri. Tek. Oboji. 18. Mislim, da ja. Da v bistvu včasih imam občutek, da delajo probleme, namesto da bi jih reševali, naredijo še več problemov, ki je potrebno. Ne, tako da Sigurno, ker imamo dosti novitet. Inštitut Jože Štefan ima depolimerizacijo, sistem, ki ga je mislim, da že prodal tudi Kanadi leta 2020, če se ne motim. In ne vem, zakaj bi neke stare sisteme uporabljali, ko imamo nove, cenejše, boljše variante. Pri šolah, vrtcih se mi zdi pomembno, ja. Pa mogoče tam, kjer so prehodi za pešce, kjer je frekvenca večja. Kaj bi morali prenoviti Mariborski otok? Ne kaj prenoviti, kaj vam ljubše? Aha, piramida. Mislim, da potrebuje infrastrukturo boljšo, in mogoče malo bolj prijazno mesto za kolesarje, pešce, ker niso vsi deli urejeni. S kolesom ne moreš priti varno z enega konca Maribora na drugega. Ne. Res sem fajn danes. Mislim, da športni objekti, posebej bazeni, kopališča, nimamo ničesar, imamo izvir vode v Stražunu, imamo pa zastareli, zaprti bazen in pa Mariborski otok in to je to. In to je absolutno premalo za mesto. Jaz upam, da čim več. Seveda, ta švicarski model mi je zelo všeč. Absolutno. In tega naši politiki ne počno. Poglejte, to, da je država vložila denar v Rotovž, je v redu, ne? Ampak mi potrebujemo vse kaj druga kot pa knjižnico. Ne? Potrebujemo to, kar nam je
že nekoč obljubila ta vlada 66 milijonov evrov za razvoj, hkrati pa seveda tudi vse ostalo, kar bi nam recimo takoj dvignilo vzgon za preboj med spet tista mesta, kot smo bili nekoč. Štajerska kisla juha. Zakon o Mariboru, takoj ga je treba sprejeti, ki bo Mariboru dal poseben status, tako imenovani statutarštat, kot to poznajo v Avstriji, v mestu Gradec. Nažalost pozno v noči, jaz sem bolj nočna ptica in zvečer imam mir, berem in veliko delam. To, kar ves čas govorimo v naši skupni listi Nova Slovenija, SLS in Fokus Marka Lotriča, razbremeniti gospodarstvo. To lahko naredimo takoj, pomagati seveda mladim družinam z brezplačnimi vrtci in na koncu koncev seveda tudi početi z tem, kar ves čas obljublja sedanja vlada, to je regionalizacijo oziroma ustanovitev pokrajin. Mi bomo zmagali, se zato kandidiram. Toliko za danes v občinskem informatorju. No, poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek 19. marca si lahko ogledate otvoritev razstave Gledališki in likovni prostor v Hramu kulture. Gre za razstavo, ki se bo odvila v likovnem salonu Lojzeta Šušmelja s pričetkom ob 18. uri. Seveda pa v petek 20. marca v Poljčanah prirejajo v klubu poljčanskih podjetnikov in skupaj z njihovimi poslovnimi partnerji tradicionalno spomladansko srečanje. Slednje bo, kot že rečeno, torej 20. marca ob 10. uri v Domu športa in kulture Poljčane. No, ne zamudite pa tudi rezi potomke najstarejše trte, ki se bo odvila v Vinogradu v Destrniku s pričetkom ob 11. uri, prav tako torej v petek 20. marca. No, s pričetkom ob 9. uri ta petek pa bodo začeli na Muti že z prvim slednjem čistilne akcije. Seveda zvečer pa se bo ob 19. uri odvil Jožefov koncert, zdaj že 31. po vrsti. Slednji se bo odvil v športni dvorani na Muti. Toliko z moje strani. Želim vam lep preostanek tega večera in nasvidenje.